Lepo vas pozdravljam na današnji dan, ko bomo tukaj na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah odkrili nov kip z naslovom Ženska na konju. Ker pa nas vreme danes nekoliko heca, vas vse skupaj prav vljudno vabim, da se mi pridružite tukaj v Kulturnem domu v Slovenskih Konjicah v veliki avli, kjer bomo nadaljevali z našo prireditvijo in se kasneje vrnili ven, da kip zares odkrijemo in predamo našemu mestu. Najprej pa mi dovolite, da v naši sredini danes toplo pozdravim župana občine Slovenske Konjice Mirana Gorinška. En prav topel pozdrav tudi avtorju kipa Vasiliju Četkoviču Vasku. Pozdrav vsem občinskim svetnicam in svetnikom ter ostalim predstavnikom lokalne skupnosti. Pozdrav tudi občankam in občanom Slovenskih Konjic ter seveda vsem vam, spoštovani obiskovalci, ki ste se nam danes pridružili tukaj v tako velikem številu. Kot vsi veste, konj je simbol našega mesta. Skriva se v imenu, krasi naš grb, ki je edini govoreči grb v Sloveniji, pojavlja se v legendah. Na belem konju je jezdil vitez Jurij, ko je reševal Marjetico in rešil naše mesto. Konj je torej tisti simbol, ki našemu mestu daje ime in je skriti simbol vsakega rojenega Konjičana. Od danes naprej bo na Mestnem trgu stal nov kip avtorja Vasilija Četkoviča Vaska, katerega vodilni motiv je prav tako konj, tokrat z žensko na hrbtu. Pa sedaj najprej predajamo besedo županu občine Slovenske Konjice, Miranu Gorinšku, da nam pove nekaj več o tej novi pridobitvi za Slovenske Konjice. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, Konjičanke in Konjičani, lepo pozdravljeni. Še posebej pa sem vesel, ker vidim veliko obrazov iz drugih koncev naše domovine. Njim izrekam še posebno dobrodošlico v kraju Slovenske Konjice. Poglejte, nekako smo se že navadili, da je potrebno marsikateri dogodek malo širše pogledati, seči malo nazaj. In tudi tega smo se naučili, da nič v življenju ni statičnega, nič ni zabetoniranega, da se kolo življenja vrti in tako se vrti tudi zgodovina te skulpture, ki je do nekaj dni nazaj stala tukaj na Mestnem trgu. Pred 22 leti je takrat gospod Franc Purg zasnoval in delavci so postavili skulpturo, za katero lahko trdimo, da je v tistem času celo malo razburkala slovensko javnost in je pomenila neko revolucijo in sijala je nekaj let v vsej svoji lepoti. No, kasneje se je izkazalo, da je prišlo do nekaj težav, ki so okrnile ta blesk te skulpture in pokazalo se je tudi, da so nastale razpoke v tem bronu in nekdo je skušal v preteklosti nestrokovno to sanirati, s tem pa seveda še poslabšal situacijo. Kasneje pred 2 letoma nekako poskušal doseči, da bi strokovnjaki sanirali to skulpturo, da bi vrnili nekdanji sijaj, da bi zopet žuborela voda, tako kot nekoč v tej fontani, smo nekako prišli do zaključka, da je v tehničnem smislu in v praksi sanacija neizvedljiva
kvečjemu bi se dalo to skulpturo postaviti v nekakšni drugi obliki na drugem koncu. In takrat smo se odločili, da pač prepustimo skulpturo takšna, kot je. Ko bo prišel za to čas, bomo pač poiskali neko drugo rešitev, drugo mesto, tako kot je potrebno v življenju včasih kakšno stvar odložiti in ko pride tisti trenutek, se ta priložnost pravzaprav ali pa naključje tudi uresniči. No in to naključje je prišlo pred, sedaj že lahko rečemo, dobrim letom dni, ko sva se z akademskim kiparjem, gospodom Vaskotom, srečala povsem slučajno in zaradi povsem drugih namenov. V tem najenem pristnem sodelovanju čez jesen je tudi se porodila en predlog je padal konj, konjice, to nekako sodi skupaj in ko sem v razgovoru z njegovo ženo, gospo Ano, tudi pravzaprav zvedel za knjigo z naslovom Ženska na konju, ki je takrat šele nastajala pod njenimi prsti, lahko rečemo ne pod peresi. In takrat se je porodila ta ideja, da bi konj nekako sodil v slovenske konjice. Od takrat pa do same realizacije zopet preteklo nekaj mesecev, kajti takšen projekt je tudi v finančnem smislu lahko zelo, zelo zahteven. Pa bom začel pri temelju. Temelj, betonski podstavek in pa vsa gradbena dela je podaril podjetnik Sandi Marguč iz Slovenskih konjic. Betonski blok je darilo podjetja Mineral d.d., tam tudi vidim predstavnika tega podjetja. Samo vlivanje v bron pa je darilo gospoda Vlada Gobca ob 20. obletnici delovanja podjetja Probit tukaj v Slovenskih konjicah. In sedaj tisto najvažnejše, zakaj pravzaprav smo začeli kombinirati in nekako sestavljati ta mozaik, kajti že v osnovi je gospod Vasko rekel, tega konja podarim konjicam, mestu, v katerem se tako dobro počutim in v katerem sem ogromno časa tudi prebil in ustvarjal. Gospod Vasko, hvala. Kot vidite, smo tako z skupnimi močmi, z dobro voljo prišli do tega, da vrnemo mestnemu trgu sijaj, ki si ga zasluži kot središče dogajanja v mestu z 9 priznanji najlepšega turističnega kraja v Sloveniji in hkrati smo se tudi potrudili, da bo že v naslednjem letu dosedanja skulptura dobila preoblikovano podobo na drugi lokaciji, nekje na prehodu iz mestnega v Stari trg. Na tem mestu bi se rad vsem skupaj, ki so sodelovali v tej zgodbi, prav prisrčno v imenu vseh Konjičanov zahvalil za njihov prispevek. Hkrati pa bi se rad zahvalil tudi gospodu Bojanu Podkrajšku, našemu podžupanu, ki je ves teden operativno vodil ta dela za to, da smo danes tukaj. Kajti tale dež je šele uprav zadnje sledi prahu z mestnega trga in mislim, da bomo čez nekaj trenutkov prav veseli vsi skupaj, ko bomo lahko blizu občudovali to našo novo pridobitev, ne v materialnem, predvsem pa v duhovnem smislu. Jaz vas namenoma nisem želel spominjati na vsebino ali pa pomen te skulpture, kajti to z veseljem prepuščam avtorju, kajti samo on bo znal z dušo in iz srca povedati to, kaj je doživljal takrat, ko je zasnoval in ko je ure in ure ustvarjal to